Sem Nina, stara sem 16 let in sem paraplavalka. Nina Bjadov je članica plavalnega kluba Radovljica. S plavanjem se je začela ukvarjati pred približno 6 leti, 4 leta že resno tekmuje, lansko leto pa je postala tudi članica slovenske paraplavalne reprezentance. Trenira med vrstniki neinvalidi, tekmuje pa tako v običajnih kot tudi paraplavalnih kategorijah. Uživam v vodi se sprostim, odmislim v bistvu večinoma slabe stvari. Voda mi da občutek, da sem zmožna, da lahko kljub svoji invalidnosti se ukvarjam s športom, tudi zaradi tega, ker sem v vodi enakovredna tudi neinvalidom. Na bazen jo je pripeljal predlog plavanja kot rehabilitacije. Jaz imam hereditarno motosenzorično nevropatijo oziroma CMT. To je bolezen, ki prizadene živčevje in potem posledično tudi mišice. Potem v bistvu odmirajo živci in mišice. Plavanje se je izkazalo kot odličen šport, tako za Ninino dušo kot telo. Telesno mi pomaga tako, da vzdržuje moje mišice, ker se mi diagnoza zaenkrat še ni poslabšala že 3 leta. Se mi zdi, da mi res pomaga, ker se tudi močnejšo počutim, lažje delam kakšne stvari. Težko skačem oziroma sploh ne morem skakati iz kamna. Težko plavam prsno, najrajši plavam kravl. Moja paradna disciplina je pa 400 metrov kravl, ja. V času šole opravi vsak teden po 8 treningov v vodi in 2 v fitnesu. Posebej ljube pa so ji tudi priprave s parareprezentanco. Meni je ful všeč, ker smo tako povezani med sabo, ker smo majhna skupina in se zelo dobro razumemo. Potem pa so tu še tekmovanja. Tekmuje tako z običajnimi vrstniki, kot tudi s paraplavalci. Na tekmovanjih mi je ful pomembno, da se tudi povežem z novimi ljudmi, da ustvarjam nova prijateljstva, seveda pa tudi neko tekmovalnost vzbuja, da sem lahko še bolj močna psihično. Drugi zadnji imam medalje, najbolj sem pa ponosna na kakšno iz Splita, na 400 metrov prosto ali pa iz Zagreba, ki so tudi bile na 400 metrov, 200 metrov prosto. Poleg plavanja obiskujem srednjo šolo, program farmacevtski tehnik. Zaključila sem zdaj 1. letnik, sicer pa za naprej vleče me v kakšna fizioterapija, dietetika. To je nekaj, kar je zdravstvo pa šport. Zaradi zdravstvenega stanja Nina potrebuje veliko več časa za regeneracijo, tako da poleg treningov in šole večino ostalega časa nameni sproščanju in počitku. Najraje poslušam glasbo, najraje poslušam dark R&B pa navaden R&B. Jaz zelo rada gledam filme pa serije, včasih med vikendi, če imam čas, če nimam tekem, če se ne rabim nekaj ful učiti, rada pečem. Šport ji da veliko lepih trenutkov in tudi trdnosti in potrpljenja, tudi ko se stvari zataknejo, tudi v povezavi s športom. Kot na primer to, da je ostala brez napotnice za fizioterapevta z obrazložitvijo, da ga ne potrebuje, ker se ukvarja s športom. Ali pa nedavna izkušnja, ko so na pomembnem mednarodnem tekmovanju morali narediti klasifikacijo, da določijo, v kateri skupini bo, glede na svoje telesne zmožnosti, tekmovala. In ji niso želeli verjeti, kaj zmore in kaj ne. In jo zato uvrstili med telesno bolj zmogljive tekmovalce. Izkušnja s klasifikacijo je bila kar tako malo pretresljiva, stresna. Način, kako so oni... Kar dej še si, če boš razmišljala, da lahko pol boš. A na srečo ji vse ovire predstavljajo zgolj eno izmed stopnic, ki jih je potrebno prehoditi. Vem, da to ni moja zadnja klasifikacija, do 18. leta me bojo vsaj še enkrat preverili, to me ne bo ustavilo, jaz bom še naprej trenirala. In tak karakter je pomagal zgraditi tudi šport. Ninine želje v prihodnosti glede športa pa so povsem jasne. Moj največji cilj je priti na paralimpijske igre
Zihar kakšno evropsko prvenstvo, pa svetovno prvenstvo, pa pač veliko tekem je še.